Gradnjo objekta Šmit, sosedi so imeli nekaj pomislekov, tudi eden od zadnjih dveh kmetov. Ja, dejansko je v javni razpravi v fazi priprave dokumentacije bilo kar nekaj pisnih predlogov, tudi pomislekov, pa vendar so bila vse nejasnosti so bile že v samem postopku razjasnjene. Je pa tudi dejstvo, da je ob menjavi te dejavnosti tudi investitor seznanjen z vsemi tistimi omejitvenimi dejavniki, kot je na primer obratovalni čas največ do 22 ure. Kaj vse omogoča sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcu? V bistvu gre za razhajanje med dejanskimi možnostmi, dejanskim stanjem, ki ni takšno samo v naši občini, ampak jaz sem prepričan, da kar v veliki večini občin, da je država predpisala standarde, ki so daleč nad realnimi možnostmi, sploh v sedanjem času, ko vemo, kako je z investicijskim denarjem in je silno težko ugoditi ali pa se prilagoditi temu standardu. Konkretno za našo občino pomeni, da bi se, če bi lahko pričeli izvajati rekonstrukcijo in dozidavo obstoječega vrtca na Prevratu, da bi se lahko temu standardu ne samo približali, ampak bi ga celo dosegli, pa vendar to v tem trenutku ni možno, zato je potreben takšen sklep občinskega sveta, da pač v sedanjih razmerah se izvaja varstvo predšolskih otrok. Kakovost predšolske vzgoje zaradi te omejitve oziroma tega ne bo trpela, ne? Jaz mislim, da ne, ker se ti standardi zelo razlikujejo tudi po Evropi in jaz imam občutek, da bi včasih radi Evropo kar prehiteli. Sprejeli ste soglasje za najetje kredita za odplačilo smetarskih vozil? Ja, v bistvu je ta sklep bil potreben iz formalnih razlogov, kajti vemo, da se že kar nekaj časa smo se pogovarjali o tem, da tista stara vozila, mislim, da je najstarejše bilo staro 27 let, da je že čas, da preneha polivati olje, hidravlično olje, motorno olje in pa dimiti naše ozračje. In nadzorni svet javnega komunalnega podjetja je že pred časom sprejel sklep in izdal soglasje k nabavi 2 vozil. Seveda nekaj z direktnim plačilom, za ostalo pa je bil najet kredit, ki pa je zavarovan z zastavitvijo teh 2 vozil in na osnovi enega mnenja revizijske hiše smo prišli tudi do ugotovitve, da ta kredit ne zajeda kvoto zadolževanja občine. So se gradbena dela za čistilno napravo in kanalizacijo že začela oziroma kdaj se bodo? Sama čistilna naprava je po sedanjem terminskem planu izvajalec Pomgrad navedel, da začne s 1. avgustom, tako kot so oni dobesedno rekli, s polno paro, tako da bo čistilna naprava praktično končana, tudi sam objekt že do maja naslednjega leta. Dela na sami kanalizaciji pa so se že pred dnevi začele, in sicer na kraku kanalizacije v smeri proti Polenam. Občinski svet ste posebej seznanili z odškodninskim zahtevkom podjetnikov Starega trga. Kaj namerava občina storiti po zadnji odmevnosti v medijih? Se boste s podjetniki še pogovarjali? Jaz sem že večkrat povedal, da nekih pravnih vprašanj prek medijev nikoli nismo vlekli in v bistvu gre za pravna vprašanja in najprej se bosta morala pooblaščenca obeh strank sestati in se dogovoriti za drugačen način, kot pa je pošiljanje pošte drug drugemu. In na koncu koncev tudi se mi ne zdi smiselno, da se v reševanje pravnih zapletov vključujejo mediji, dokler nimamo nekega stališča oziroma niti izgleda, v katero smer pravzaprav peljemo vse skupaj. Sem pa jasno že povedal že večkrat, da že v jeseni, da smo se bili takrat pripravljeni pogovarjati, ampak ko bomo imeli konkretiziran predlog in tudi utemeljitev, zakaj je temu tako. In vendar nekega, jaz še do danes nisem videl od nobenega podjetnika, da bi konkretno navedel, kaj se je zgodilo. Gre samo za neke pavšalne ocene in se tudi nima smisla pogovarjati, ko ti nekdo vključi v odškodninski zahtevek predpostavko, kakšna bo ta izguba v letu 2012, ugibanje, to se pravi nobene trdne podlage nima. Ko bomo te podlage imeli,
konkretne izračune, seveda ne neke pavšalne ocene ali pa namišljene številke, potem pa seveda se lahko na koncu koncev vsaka stvar se za mizo reši.